Živjo, Lucija tukaj in danes v tem videu ti bom povedala 5 nasvetov za boljše orgazme. Ker zakaj ne bi bili še boljši, če so lahko? Prva stvar je predigra. To se mi zdi, da itak skozi vsakemu videu govorim, ampak dejansko je to res ful pomembno, ker so raziskave pokazale, da so orgazmi, kadar je več predigre, ful bolj intenzivni. In to lahko delaš, če si s partnerjem ali pa če si sam. Zato, ker fora predigre je, da se telo pripravi malo bolj, pa možgani, in se sprosti ful veliko hormona oksitocina. To je tudi tako imenovan hormon ljubezni in ker se toliko časa prej pališ, je potem vrhunc, končno do njega pride, toliko bolj intenziven. Druga stvar je pa, da naj orgazem ne bo edini cilj. Pač vem, da se to sliši mogoče malo kontraintuitivno, ampak če se ne osredotočiš toliko na orgazem, se lahko toliko bolj osredotočiš na vse, kar pelje do orgazma. Vzemi si čas in uživaj v celem procesu, ki vodi do njega. Probi, na primer, prakticirati eno stvar, ki se ji reče mindful masturbation oziroma zavestna masturbacija. Tukaj je fora, da se ti osredotočiš na celo telo, ne samo na tam spodaj, in to delaš vsaj 15 do 20 minut. Tukaj zraven uporabljaš lahko roke, igračke, uporabi kakšen lubrikant, uporabi kakšno olje in res se osredotoči na to, kaj ti paše. To je tudi ful dobra stvar za tiste, ki imate težave z doseganjem orgazma. Ponavadi so orgazmi toliko telesni, kakor so v glavi. Če ti skozi razmišljaš o nekih drugih stvareh, če ti misli uhajajo, ti bo veliko težje prišlo in z to zavestno masturbacijo ti nekako natreniraš svoje možgane, da se naučijo uživati v dotiku, da se naučijo ostati v trenutku. To se pravi, fora tega je, da ti res odkriješ, kaj ti paše, povsod, ne samo tam spodaj, pa da se naučiš res ostati v trenutku in uživati v tem. In na začetku bo težko, pa ti bo čuden, ker tega nisi navajen, pa se ti bo zdelo, to je brez veze, ker si sam delam, ampak s časoma lahko to privede do ne samo boljše masturbacije, ampak tudi do boljšega seksa, ker boš enkrat s partnerjem lahko veliko bolj užival v trenutku in čutil vse, kar je začutiti. In posledično bo to vplivalo tudi na orgazme. Četrta stvar je pa, da probaj edging oziroma zakasnitev orgazma. To je pa, ko se ustaviš tik preden ti pride in počakaš toliko časa, da se majčkeno umiriš in potem nadaljuješ. To lahko narediš tolikrat, kakor hočeš, lahko enkrat, lahko 10-krat in zaradi tega, ker se bo ta orgazem toliko časa nabiral, bo takrat, ko bo enkrat se zgodil končno, veliko bolj eksploziven. Tako da, probi. Peta stvar je pa, da fantaziraj brez občutka krivde. Kaj ti hočem s tem povedati? Ti imaš lahko v svoji glavi kakršnekoli scenarije, ki se mogoče v resničnem življenju ne bojo nikoli zgodili, mogoče niti nočeš, da se kdaj zgodijo, ampak če te palijo, se prepusti svoji domišljiji in deli, kar hočeš. Recimo, lahko si zamisliš, da si z eno osebo, ki sploh ne moreš prenesti, ampak te ful privlači in to lahko narediš v svoji glavi. Lahko sprobaš kakšen scenarij, kakšno kinky zadevo, ki mogoče ne bi glih s partnerjem delal ali pa si videl enkrat nekje v enem porniču in te ful pali ali pa karkoli. Ni nujno, da to sploh kadarkoli komu poveš ali pa probaš v resničnem življenju, ampak lahko pa tukaj noter. In zaradi tega, ker boš to eksperimentiral malo, bo tudi vplivalo na seveda tvoj orgazem. To je za danes vse. Hvala za ogled videa. Če ti je bil video všeč, ga ne pozabi lajkati. Danes je bil majčkeno drugačen kakor ponavadi, tako da napišite v komentar, če vam je kul. Drugače pa ne pozabite nas spremljati na vseh družbenih omrežjih. Pa če imate kakršnokoli vprašanje, nam lahko vedno pišete ali pa nas pokličete. Pa ne pozabite prečekirati naše spletne trgovine, Svet užitka, pa naših trgovin v Ljubljani. To je to, se vidimo naslednjič. Čau!